Super. Dobrodošli, zdravo. Današnja moja gostja in sicer prva v nizu mojih gosti, ki bodo, je Ana Kersting Žvab, je jogistka, odlična mama. Jaz sem jo spoznala, ko sem obiskovala pri nas na Jesenicah Vital Center in sem hodila na njene vajadbe od joge. Za mene je Ana tako, ker sem jo jaz dojela, ena taka srčna oseba in se mi zdi, ja, naj namen današnjega videa pa je, da pokaževa, kako ljudje lahko tudi s pomočjo joge, ker je jogistka, kako lahko s pomočjo joge dejansko ohranjajo ali pa si zgradijo ta svoj steber notranje moči, ker dejansko vse tole, kar se dogaja okoli nas, nam nekako načenja našo notranjo moč, če dovolimo. Od vsakega posameznika je odvisno, koliko si dovoli, a ne? Kakšno stopnjo si ustvari, kako mu lahko te zunanji dejavniki dejansko vplivajo na njegovo, tvoje, njeno življenje, kakorkoli, a ne. In vse te zunanje stvari, kot so status, finance, bom rekla, kakšni badži, a ne, kako mogoče tudi izgled, denar, titule, vse to uniforma, zdaj odvisno, kdo si, kaj si, a ne, je dejansko samo ta zunanji del, ki je večinoma, saj tako smo bili naučeni, bazira na strahu. Če te ne nadvladam, potem jaz nisem uspešen. In to dejansko ni nadvlada, a ne, tako jaz to gledam in tako se tudi kaže v našem zunanjem svetu. In midve zadnjo želiva pokazati, kako se pa vi lahko dejansko ojačate to svojo ali pa postavite steber za to svojo notranjo moč, zato da niste tako odvisni od zunanjih dejavnikov. Se strinjaš, Ana? Ja, tako je. Armina, hvala za povabilo. Res si dobro povedala, tudi jaz sama opažam, kako damo veliko na zunanje zadeve, medtem ko neko to energetsko telo, pa v bistvu mi na noter, ker nismo povezani sami s seboj, ne. In ravno pri tem joga res lahko pomaga. Ne samo, da celi rane, a ne, tako kot so omenile, v bistvu vse to se načenja, naš steber se načenja. Predvsem pa zato, ker nismo povezani sami s seboj. Točno. A ne, in v bistvu tukaj vse imamo ogromnih različnih vaj in tudi različnih stvari, ki jih v življenju lahko počnemo, da mi ta center oziroma temelj spet začutimo. Ampak joga se mi zdi še vedno, ne glede na vse, a ne, tista, ki nam pa pri tem res pomaga. Pa če govorimo na primer o meditativni plati joge, o jogi kot vadbi, o jogi kot načinu za raziskovanje samega sebe, a ne, pač res tukaj na tem področju nam joga res lahko veliko da. A ne, in zagotovo sploh pa v teh časih, ko je malce bolj zadeva nepredvidljiva, nam da neko stabilnost, nam da nek notranji mir. Ja. Ta notranji mir je zdaj sploh še kako pomemben, sploh v teh dveh turbulentnih letih, a ne, vse te spremembe, ki se dogajajo, tudi že poprej, a ne, ta stres, ki ga imamo na nekem vsakodnevnem življenju, je dobro, da imamo nek center, neko v bistvu oporo, ki nam da nekaj več, da nam da to stabilnost, mir, dobro počutje in seveda posledično zdravje. Ja. In to joga zagotovo je. Ja, da se zgradimo svoj center notranje moči, da ne iščeš tisto, ne vem, potrditev zunanjega sveta, a si v redu, kakorkoli, ampak da veš znotraj sebe, da si v redu, a ne, tako. Ja. Daj mi prosim te, moje prvo vprašanje zate bi bilo, kako ti vidiš recimo povezavo motivacije pa joge? Kako lahko motivacija, kako lahko joga, bom rekla, vpliva na motivacijo posameznika? Ja, v bistvu, a ne, načinov je več. Predvsem je, kot sva že izpostavili, je to, da ti začutiš samega sebe. Na jogi, a ne, v bistvu pri sami jogi ne gre za to, da ti samo vadaš, izvajaš neke položaje in potem rečeš, ok, kljukca, danes sem naredil jogo, to je to. V bistvu gre za neko vadbo, kjer moraš začutiti sebe znotraj položajev. Zdaj, a ne, kako v bistvu na samo motivacijo vpliva, je to, da nam da to stabilnost, mir in povezavo vseh, a ne, mi imamo v bistvu 7 teles, govorimo pa predvsem o
fizičnem telesu, za katerega zelo skrbimo, se tuširamo, skrbimo za higieno, se gibljemo, pa prehrana. Kaj pa, na primer, umsko telo tudi še, a ne, nekaj stvari izvajamo, se kaj učimo, beremo. Izobražujemo, Tako, a ne, medtem ko ostala telesa, kot da jih sploh ni, če pa izpostavim še enega izmed večjih, je pa energetsko telo. In energetsko telo je prav tisto, a ne, ki nas vodi skozi življenje. Je tisto, na katere se naredijo najprej blokade, potem pa mi govorimo, ta bolezen, tista bolezen, ko gre že na fizično telo, ker so te blokade tako velike, a ne, tako kot naprimer, če zadržujemo čustva, se nam naredijo blokade na trebuhu, a ne, želodec, in potem nekako mi to povezujemo samo s tem, kako mi za fizično telo spremenimo prehrano, se več gibljemo, ampak blokad pa ne odstranjujemo. In že to, ko mi te energetske centre ali čakre očistimo, lepo povežemo energijo, a ne, sploh v šavasani, po sami jogi, ko se počutimo, kot da smo, ne vem, 8 ur dobro se naspali, ali pa, da nas je neko poživilo, ne vem, da smo se ofrišali z eno limonado, a ne, res tisto dobimo in dober občutek. In to nam da pol motivacijo, da naslednji dan mi vstanemo, naredimo, naprimer, če imamo večerno jogo, da potem naslednji dan se sveži zbudimo, da zakorakamo dan z novimi idejami, kjer se nam misli tudi znotraj samega sproščanja in znotraj joge umirijo. Telo se sprosti in mi se v bistvu, jaz temu reči, nekako reset button, a ne, mi se nekako spet na novo zaštartamo in pustimo vse to, a ne, o čemer si na začetku govorila, mi pustimo v prejšnjem dnevu. Preteklost je preteklost, mi to ne bomo s sabo jemali, razen če pač potrebujemo za naslednji dan, da nekaj razrešimo, a ne. Tukaj bi sam tako, če dovoliš, sam 2 stvari sta mi zdaj tako prišli. Prvo je, da se zavemo, ko to, kar si zdaj govorila, ko to delamo, ko se povezujemo sami s sabo, smo tudi odprti, dajmo reči, za univerzum, za informacije, za rešitve, ker si čisto v drugem čustvenem stanju. Definitivno. To je izjemno pomembno. To je druga stvar. Prva stvar, predtem bi pa rekla, da si je vredno zapomniti, da vse se najprej dogaja v energiji in potem se samo materializira v tem svetu. To ste mi zdi tako 2 pomembni stvari. Zagotovo, ja. Se pravi, tukaj je res tak spekter, kaj vse lahko joga da, definitivno ogromno. In sploh pa to, ko mi nekako to energijo začnemo razumeti in dati malo večji poudarek nanjo, ker jo premalo še, a ne, res sem vesela, da se odpirajo stvari, da je vedno več tudi jogistov, da je vedno več, a ne, life coachov, da je vedno več možnosti, da se mi kot posamezniki razvijamo, širimo neko znanje, neko obzorje in pa da se tudi več govori o sami energiji. Ker vem, a ne, 15 let nazaj, ko sem začenjala z jogo, je bilo to en tak še nek tabu, medtem ko zdaj, a ne, mogoče gre bolj v smeri vadbe, body fit, ne vem, a ne, v tej smeri. Vse zemeljsko, a ne, vse tako zemeljsko, kar lahko primaš, odtipaš, čutiš, slišiš tako. In enostavno vidim, kako dejansko se stvari premikajo, nismo še tam, ampak moram reči, da če ne drugega, da je joga zdaj bolj popularna, da ti ljudje saj pridejo nekako začutiti nekaj novega. In to je res super, da se stvari odpirajo, širijo. Se to je tudi najin namen, dejansko, da lahko pač tokrat skozi jogo vidijo, kako se lahko povežejo, kako se ojačajo, kako lahko razen teh osnovnih 5 čutov zaznajo sebe. Ker pri jogi je zelo pomembno, da si čuječ. Saj tako jaz to gledam, opazuješ dihanje, kako se ti kakšna mišica raztegne, tako. In takrat si samo tukaj in zdaj in ni boljšega trenutka, a ne? Zdaj bi pa te vprašala, tako jaz imam, midva imava itak pripravljena neka vprašanja, da ima tale video rep in glavo. Zakaj si ti sploh začela z jogo? A si imela kakšen tak trenutek v življenju, bom rekla, ko, recimo jaz, ko sem začela konkretno delati na sebi, sem doživela popolno izgorelost, kaj je bilo pri tebi ključno?
Ja, v bistvu zelo zanimivo je bilo. No. Jaz sem začela nekje pri 18 letih, še malo prej, no, leto gor dol, poučevati aerobiko pa plese. Jaz sem bila prej zelo v tej sferi, več je bilo na meni, bolj sem bila zadovoljna, več uteži sem imela po 10, ker to je bilo meni super, to je bilo meni življenje, a ne. Pa je bilo pa v bistvu zdaj, da sem šla še v Pilates in se mi spet en nov svet odprl. In sem videla, koliko je še bolj to poglobljeno, koliko delaš še bolj s to navezavo, gib, dih, kako se to poveže, kako v bistvu še bolj začutiš telo. Potem pa nekako me je zanimala joga. Res pa je, da zdaj to je 15 let nazaj, a viš, Armina, to takrat ni bilo na vsakem koraku neki joga studio. Ja. Imela sem eno knjigo, ki mi jo Jati kupil za, ne vem, tam v srednji šoli. Res, eno čisto tako osnovno knjigo v jogi, ampak me je zanimalo. No, in v Ljubljani je bilo pa že takrat tudi nekaj že centrov in sem začela poskušati. Predvsem je bil pa pri meni nek tak, da rečem, prelomen moment, v bistvu, ko sem imela prometno nesrečo, zelo hudo, in sem imela v bistvu tisto opornico, zahrbtenico, vrat, dejansko je zmanjkalo par milimetrov, da bi mi zlomil tilnik, a ne. V bistvu takrat je bil zame en tak moment, pa jaz sem bila zelo, zelo mlada, to je bilo v začetku pač zgodnjih 20 letih, in sem rekla, joj, tako se trudim za ene stvari v življenju, pa na fakulteti res povprečje tak, da dol padeš, pa delala sem po študiju, mislim, ni da ni, no. Vse, kar je bilo treba, kljukca narejeno. Vse, ni da ni, a ne, pa tudi kar je bilo tega, da nisem bila zdaj jaz nek zaprta, pa se samo učila, ampak res tudi vse dogodke, povsod sem mogla biti, povsod, a ne, nikjer nisem spalila nič, a ne. Pa je ta moment, da sem pa videla, da pa želim življenje živeti čisto tako, kot jaz želim, ne tako, kot bi želel, ne vem, nekdo drug, ali pa, da moram po nekih teh standardih živeti. Ja. In v bistvu sem spomnim se še, ko sem jaz težavo naročati vozovnico za v Indijo in sem rekla, ne, tole bo pa zame. In jaz sem takrat potovala po 10-20 prijateljev, nas je potovali na potovanja po Evropi, ne vem, ni da ni. In sem rekla, ne, to je pa zame. To je pa nekaj, kar želim jaz narediti zase. Kar duša želi, se mi zdi, a ne tako, kad se... Nekaj znotraj mene, sploh ni še nekaj, da bi zelo razmišljala. Jaz sem si kupila vozovnico, one-way ticket, in sploh nisem doma nič povedala, sem rekla, da me ne bo kdo odvrnil od tega. Povedala sem en dan prej, kar me je malo skrbelo, pa so prišli s ti dvomi, a je to sploh prav, da grem. In sem vesela, da nisem že prej, ker itak razumsko ti vsak reče, kaj boš, pa tam je nevarno, pa ne vem kaj, in te odvrnejo od kakšnih odločitev. Sigurno, ja. A ne, te dobronamerne stvari pač ljudi skrbi zate, ne da bi hotel slabo. Sigurno, ja. Ampak sem res bila vesela, jaz sem zadnji dan povedala. In takrat sem se poj samo odločila, šla na letal in vse je šlo super, a ne. Ko sem pa prišla v Indijo, sem rekla, ojoj, kam pa jaz pa grem? A ne, kje pa, a ne, jaz pa res nisem pa vedela, kako in kaj. Vedela sem, da je tam nek blizu en ašram, pa sem rekla, okej, bom jaz rekla taksistu, a ne, ampak me je že skrbelo. In tako sedim v bistvu stojim, ker je bil tak mali busek, noter nas je bilo na bazenih, po moje, tako ene 60 ljudi. Jaz ko gledam zemljevid, a ne, kam ne grem, a ne, ko nekaj taksistu zdaj. In za mano se postavi en tip iz Dubaja, in reče, a ti greš tudi tja, a ne? Okej, vesolje, a ne? Kako ti hoče? In je bil en Mohamed, še zdaj se zastopa, res ful v redu. In je rekel, aha, ti greš tudi tja, bom jaz zrihtal taksi, pa bova šla, a ne? In res tisto sem začutila eno stisko, kako mi jaz prišla do onega ašrama. Ja. Pa kako zaupati? Tudi ti možeš, vse, kaj pa veš, kam bi te lahko pelil. In tudi tako, pač tam smo backpack, rusakom sem rekla, fantaj, in se je tako poklapali in potem je vesolje poslal nekaj in sva lepo varno prišla tja in dejansko to je bil en moment in tudi samo bivanje v ašramu
To moram reči, no, pa upam, da ne bo kdo izmed drugih jogistov, ki to gleda, kaj narobe zastopil, ampak je velika razlika. Ali delati licenco ali poučevati v Evropi, ker to ni moje edino izobraževanje, ki ga imam za sabo, ali greš tja v zibelko, odkudar izhajam. To pa verjamem. Je tista po moje duša, je tista srčnost, tista glavna komponenta. Jaz včasih imam občutek, da potem pri vsem tem, kar se dela, se zgubi tista nota, odvisno kdo na kakšen način začne, tudi to je, ampak se zgubi tista nota, da greš pomagati ljudem. Normalno, da moraš potem tudi nekaj zaslužiti, se živimo v materialnem svetu, to je vse normalno, ampak je namera pomembna. Kaj želiš ti s tem, a ne tako? Ne, ker tudi, a ne recimo, pridejo težki časi, ko si ravno to omenila, ko si rečeš, zakaj jaz to sploh delam? A ni lažje, da grem nekam, pa eno drugo službo najdem, a ne recimo, so le 3 otroci za preživeti, so le stroški, so le stvari, a ne, ampak poj zmeraj znova. Mi vesolje da en čudež, en tak mali čudež, da me vrne nazaj. In tudi poslušam kar se drugega. In tako, kot si rekla, je dol tako nekaj drugač. Nekaj je drugač in tudi ljudje, ki smo bili skupaj na izobraževanju, to so bile take zgodbe. To smo se toliko povezali, še zdaj, po tolikih letih, mi se slišimo, kot da smo včeraj bili skupaj tam. In tudi tam tisto okolje, tista preprostost, ko ne rabiš, ne vem, ne rabiš nič. Ko ugotoviš, da smo le naučeni, kaj vse potrebujemo, pa potrebuje že, ne pa zdaj toliko, kolikor smo naučeni. Pa imam premalo to majico, ali pa imam to zeleno, pa imam mogoče ta druga odtenka, pa še nimam, pa brabla še ne 2 odtenka zraven. Zdi se mi, da v takih stvarih, ko delaš nekaj srčno, enostavno duša poje. In je to, predvidevam, da ko si bila tam, pa tudi z vsemi temi, ki si se spoznala, če gledaš tega dušnega vidika, enostavno se ti zdi, če vse skupaj logično, vse se poklopiti normalen, da si tega spoznala, da si unga, da je tako. In smisel univerzum, le tlele imaš, daj samo ubogaj se, pojď naprej. Poslušaj se, da nismo vse iz tega strahu, da ne izvira, kako bom, kaj pa če ne bom in tako naprej. Tako da super, super. Koliko časa si pa bila v Indiji potem? V bistvu kar dolg časa, tam nekje od pol leta do 1 leta, ker sem šla poj še enkrat. Dalj časa, ker poj sem v bistvu naredila licenco in sem še nekaj časa dol učila. Sem potovala po Indiji. Krasno. Tako da v bistvu, tako, zagotovo si želim še čim prej spet nazaj. V bistvu neka taka, se pravijo, Indijo ali imaš ful rad, ali pa sploh ne moreš. In meni je bil tak kaos okoli mene, je znotraj mene naredil en tak mir. Čisto en tak mir. Tako da bo doma, tako. Ja. Je tako. Tako da pripadaš tja, tako. In vem, da se tako čudno sliši, ampak v bistvu, jaz recimo imam to, meni hiša ne pomeni dom. Meni pomeni dom ljudje, s katerimi živiš. Če kamorkoli premaknem našo družinico, tam je meni dom. A veš, tisto gypsy... Nenavezanost na ta materialni svet na ta način. Ja, v bistvu mogoče zdaj, ko obnavljamo hišo, da malo bolj čutim to kot nek temelj, ampak tudi vlagava sebe noter. Veliko sem se tudi selila, tudi v času študija, potem veliko sem, ko sem prišla iz Indije, so se mi stvari toliko odprle, pa New York, Pariz, potem tukaj v Avstriji, Kitzbühel, in tako naprej. In sem potem, naprimer, vsako poletje, Španija, Portugalska, učila v surf campih jogo, delavnice. Tako sem me toliko razvil, da sem toliko potovala in kamorkoli sem šla, mi je bilo dobro. Ker nekako sebe neseš, ko si ti pomiren s sabo, ti je dobro, neseš 3 oblekce s sabo in greš in ti je, vidiš, da več ne rabiš. Sebe neseš s sabo, kamorkoli greš. Tudi, recimo, jaz vidim pri svojih coachingih, pa tako, če si nesrečen zdaj tam, kjer si, lahko je to, ne vem, na delovnem mestu, v partnerskem odnosu, ni pomembno. Ampak moraš vedeti, da sebe vedno neseš s sabo, v drugo službo, v drug partnerski odnos. Ti si pa sebe nesla na ta način s sabo. Krasno.
Potem imaš pa res dušo polno, se mi zdi tako. A ne, veliko doživela, veliko stvari srečala, se naučila. Pa zdi se mi, da v bistvu take stvari tu odprejo čisto nov svet, nova obzorja, čisto nov pogled. To je čisto drugi svet. Super. In tudi tako, ko v bistvu živiš, recimo, jaz sem zmeraj živela pa s temi lokalnimi ljudmi in meni kar težko včasih je tako malo turistično, ker mi kar nekaj manjka, jaz bi kar nekaj tam počela, pa kar najdem se eno zaposlitev, a ne, tudi če je tako free, važno mi je, da sem v akciji, da se mi nekaj dogaja. Je pa res, no, da ko potuješ, se ti odpirajo nova obzorja. Ne glede na to, kako. Sploh pa, ko sem živela z lokalnimi ljudmi, koliko se naučiš potrpežljivosti, koliko se naučiš izbirati boje v življenju, koliko sploh veliko stvari nima veze, za katere se mi sekiramo in veliko ti da širine, a ne, ali joga, ali potovanje, a ne. Zdaj, ko govorimo o jogi, pa to, a ne, kot si rekla, točno to ti sebe daš iz enega okolja v drugega. In isto, če nekaj ne spremeniš, greš ista oseba povsod, ali greš kot zadovoljna oseba, da ti je povsod dobro, ali nesrečna. Meni je bila zelo zanimiva zgodba, ne vem, kdo že tudi en motivator je napisal, kako, ne vem, so šli na nek dopust, družinski dopust, Havaja, ne vem, nekaj res, rečeš, wow, to moraš napisati, pa one gujsence tam nad morjem, pa to je noro, a ne? Turkizno morje. A veš, prav ono, pa one rožice, pa se rečeš, to je mogel biti top, a ne? Pa zgodba o tem, kako so se vsi med sabo skregali, pa tisto tretje, a ne? In točno to je, sploh nima veze, a greš ti tukaj, ne vem, na morje v Izolo, a greš na Bahame, ali greš na Hrvaško, greš na Cres, važno je, da te kjerkoli si dober. Točno, počutje, občutje. Točno to. In mi zelo malo damo na samo počutje, bolj na to, kaj bom rekel, kaj bom pokazal, in itak so tudi naredila še dodaten nek tak pressure, ti šel pa, ne vem, na Bali, jaz bom šel pa, ne vem, na Šrilanko, a ne. V bistvu, ta zunanji svet je ratal zelo močen, medtem ki je ta notranji svet, tudi po mojih izkušnjah, a ne, vidim pri ljudeh zelo upada. To notranje zadovoljstvo. In tudi recimo raziskave so pokazale v času korone, a ne, smo ljudje zelo ratali bolj skromni, bolj sočutni, za ne vem, 200% bolj sočutni, bile nore raziskave. Potem pa kar naenkrat smo se navadili, ne, po tistem valu, ko smo na pol leta bili zaprti, smo spet prišli nazaj. A ne, ni več toliko tega sočutja, je pa res, kar je pa v večini ostalo, je pa zavedanje, da je naš čas vreden, da je naše življenje vredno, da mora imeti naše življenje pomen. In to pa opažam res na vadbah tudi povečano število ljudi, tudi opažam, da potrebujejo ljudje sprostitev. To bombardiranje ukrepov, mislim, jaz se strinjam, da morajo biti neki, kako bi se tega mogoče ukrepi, neka navodila, kako gremo skupaj čez to, ampak ne pa, da je to bombardiranje vsakodnevno, ker to je pri veliko ljudeh povzroča ogromne stiske. Sigurno. Tudi koncept sem videla, naprimer, dneve, ko je tisto drugo, tretje, pa z danes na jutro moraš gledati, a imamo vse urejen, pride inšpekcija, mi vse štima, a ne, si pa inšpekcija pa pride pa reče, da vse štima, si pa okej, ampak, a ne, je podzavesten stres, ki se nam kopiči in tukaj recimo se pa res, tudi zelo sem priporočam jogo ali pa meditacijo, če ne že v sklopu joge, da se umirimo, da začutimo sebe, da znamo nekako premostiti te trenutke, ki so pa za vse, a ne, za vse nori. Jaz bi tukaj mogoče poudarila, kar si prej govorila, mi smo to vse dejansko naučeni. In zato, ker nas bombardirajo z vseh strani, recimo od tiste dobe, ko si malček, pa si še doma v zavetju doma, čeprav tudi starši pa tudi mi kot starši ne delamo vedno prav, zato ker smo polni nekih prepričanj, nekih vzorcev, načinov in prenesemo na otroke. In tudi naši starši so prenesli na nas.
In potem, ko gremo recimo iz tega obdobja malčka v osnovno šolo, v srednjo šolo, bom rekla na fakulteto, pač v službo, kakorkoli, si predstavljaj, jaz si tako predstavljam, da je vsak glina in vsak se te malo loti, država, sistem, tudi čez podjetnik, imaš pa državo nad sabo na nek način, je tako, pa imaš različne odnose, družina, starši, šola, kdorkoli, ne. In mi živimo v tem in smo polni nekih strahov. In recimo ta situacija, zadnje 2 leti, je bila pa lahko odličen pokazatelj, če si znal tako pogledati, da se lahko poveže, da ni tako treba, kot smo do zdaj bili navajeni, da se zna tudi drugače, a ne, se lahko bolj sam s sabo povežeš, bolj z naravo, bolj s svojo družino, da so druge stvari bolj pomembne. Če nisi res podlegel čistemu strahu. Tako. A ne, to je bilo. Ok, super. Zagotovo, ja. Kako? Ne, zagotovo, ja. Tukaj v bistvu to gonilo straha, ne. Na eni strani je strah, na drugi stres in potem ena zelo, zelo močna in nehvaležna kombinacija. Kar bi edin tukaj dodala je to, ne, mi se zelo premalo zavedamo, to boš tudi najbrž ti sama pri sebi, pa ne videla pa pri strankah, da mi živimo kot v pradavnini, isto. Samo naš lev je zdaj stres. Naš lev je tukaj, ampak včasih, ko so sreča leva, se dvigne adrenalin, noradrenalin in si laufal ko nor, ali si mošel, ali pa te pojedel, ampak dejansko, ko si ti, zaključil to zgodbo, ali si všel, pa te ni več, je to stil. Zdaj pa ne, zdaj pa ti neseš tega leva gor na ram, non-stop s sabo in te je strah. In ko ti dodaš še en tak stres, imaš ti že trop levov, non-stop okrog sebe, ko spiš, ko ješ, ko počivaš, ko nekaj delaš. Karkoli, ja. Super, da so imeli kjer asociacijo. Jaz sem v enem od skupinskem coachingu, imam ravno na prezentaciji leva. In na ta način tudi, ko recimo srečaš leva v džungli, ali pa pač kjer v safari, v končni fazi tudi lahko, kaj narediš, če gre proti tebi? Ok, lahko poskušaš uideti, recimo, da uideš, a ne. To je ta strah, ki ti ga povzroči. To, kot si rekla. Zdaj pa, mi imamo pa te leve tukaj, v obliki strahu, ga imaš pa skozi tukaj in se ne umakneš. Sprejmeš, da je stres nekaj vsakdanjega, zakaj? Zato, ker so nas tako naučili, to tako mora biti in ni treba, da je tako. Ravno tako je naša dolžnost, da se ga odstranimo ven. Ni treba, da imamo ne samo enega, milijon levov od zadaj, ker so res sam naučeni. To v bistvu bi mi dve rade zdaj, da ja vidite, da se da drugače živeti, da je potrebno in da se začnete dejansko, pardon, samečka, jaz sem samo ene male mucke in zgleda se malo s kamerco igrajo, da lahko v bistvu, da je naša dolžnost biti radosten, odgovoren za svoje življenje, kar ne pomeni, karkoli se ti dogaja, da si ti toliko odgovoren na ta način, bom rekla, da se obremenjuješ, ampak da se rečeš, ok, z mojimi mislimi, z mojimi dejanji, z mojimi besedami sem jaz to naredila. In moj namen je, da spremenim to, tako da jaz bi, in joga je absolutno en tak način, da začnete spreminjati, da se umirjate, da začnete spoznavati svoje telo, da ste vse več tu in zdaj. Ker pri jogi imaš lahko dejansko več stvari hkrati, od meditacije, od teh čuječnosti, to vse se povezuje, Daj mi, Ana, prosim te, povej, kaj bi ti zdaj recimo, da nekako zaključiva, kaj bi ti predlagala kakšni osebi, ki se še ni srečala z jogo, kakšnemu začetniku, kaj bi predlagala za jogo, kakšne posebne vaje ali pa kaj bi bilo to? Ja, v bistvu prva stvar je najbolj pomeni prvi korak, začeti. Samo začeti, dopustiti poskusiti nekaj novega, če govorimo o začetnikih. Samo poskusiti nekaj novega in ko naredite ta prvi korak, vse steče. Rada bi pa danes delila z vami eno izmed preprostejših vaj, zato da boste lahko to izvajali doma, v službi, kjerkoli. Res gre za eno preprosto vajo, niti ni prav posebno jogijska, ampak je del tega, kar tudi skoraj na vsaki jogi izvajamo. Zakaj? Zato, ker se ravno stres nabira najbolj tukaj gor. Ramena, vrat, prsni koš. In ta vaja je izredno preprosta, torej lahko počnete kjerkoli. Gre za sproščanje, torej tega zgornjega dela, predvsem pa ramen. Zaradi stresa, mi dvigujemo ramena zelo navzgor. Velikokrat boste videli, da imate ramena kar takole gor, pa sploh ne boste opazili kdaj.
na obrazu že vidimo, če se kaj, mrščimo, oziroma že vidiš, greš staj, na veci pred ogledalom si vidiš, ampak ramena pa smo zelo premalo pozorni. Ampak ko mi dvignemo ramena preveč navzgor, to vpliva na celo postavitev drže, zapiramo si prsni koš in težje dihamo. Torej, odpiranje prsnega koša, pa potiskamo ramena navzdol. Vaja je pa sledeča in je čisto preprosta. Z vdihom dvignemo ramena čim višje gor, zadržimo in izdih kar sprostimo navzdol. Ker vdih navzgor zadržiš in izdih sprostimo. In tukaj naj kar ramena kar padejo navzdol. Vdih in izdih. Pa še dvakrat ponovimo, fino je, če imamo zaprte oči, vdih navzgor, izdih sprostimo, še zadnjič vdih in izdih. Tukaj boste zdaj čutili eno tako malo bolj ravnovesje. Lahkotnost tako, ja. Lahkotnost. Ja. Sploh je fino, če veliko tipkate, vozite, telefoni, vedno se gibljamo naprej, tako je pa fino, da se samo sprostimo, vzame nam par sekund. Ja. In tudi zakaj na jogi to rada dodajam, je raven zato, da sprostimo ramena. Ker imaš sproščena, ja. Tako, če delamo zdaj neke položaje, sploh ko govorimo o težjih položajih, stoje na glavi, mostovi, potem, če imamo tukaj zakrčeno, lahko pride do poškodb in to je izredno pomembno, da čim bolj sproščamo. Da mi povej, a bi bila taka, zdaj sem se spomnila, mogoče vaja tudi primerna, ko imaš neko situacijo, zadrego, recimo, da si v službi, se mi zdi tudi tako primerna, ker se lahko za trenutek, tudi dobro, če si v pisarni, greš lahko na stranišče, kakorkoli, če ne želiš, da te kdo vidi, ampak greš lahko iz tistega stanja, obremenitve, skrbi, besa, jeze, pač karkoli doživljaš tisti trenutek, spihaš ven. Zagotovo. Tle sta zdaj dve stvari, na kjer moramo biti pozorni. Jaz zmeraj rečem, joga ne pomeni, da smo zdaj mi mirni, pa vse sprocesiramo, pa nič ne naredimo. To ne pomeni, da ne prevzamemo akcije. To samo pomeni, da mi ne naredimo prehitrih odločitev, ki vplivajo na naše življenje. Naprimer, se zderemo na šefa, damo odpoved takoj, ko je težko, ampak da najdemo, kako se na pravi način postaviti zase, oziroma za tisto, kar verjamemo, kakorkoli, in pa kako mi na lahkotnejši način stresne situacije prenašamo, kako dejansko procesiramo to. Tako da v bistvu, tukaj sta dve stvari, eno je, da se umirimo, drugo pa je, da si malo skristaliziramo, kaj mi sploh želimo. Zdaj pred šefom glih ne bomo tole, naredili. Ja, sigurno. Taki situaciji. Pa na stranišče šla. Da zadihamo, ker veliko krat je, ko malo sam zadihamo, stvari lažje in pa tudi vidimo jih v novi luči, ali pa če prespimo kakšno zadevo, tudi lahko tudi nam da eno drugo osvetlitev zadeve. Sigurno. Te odzivi so izjemno pomembni. Na ta način, tukaj vem, da se veliko, v podjetjih je veliko izzivov v komunikaciji. Ali med slabo sodelavci, ali med nadrejenimi, podrejenimi, kakorkoli, in se mi zdi, zato sem te vprašala za to rešitev in je super vaja, ker je enostavno, ne vzame ti veliko časa, pa tudi to pomeni, da se učiš svoj odzvati se drugače, da se ne odziva po defaultu, ampak premišljeno, kar ne pomeni, da odobravam, kako se reka, to je pomembno, da se ve. Ne pomeni, da odobravam, zdaj, če sem že enkrat tlele dal, da si nastane še drugo liče. Sploh ne, ampak moj odziv, ne bom uporabljala besede moja karma, ampak to pomeni, moj odziv je moje ogledalo, kdor jaz sem. Če se odzovem z neko jezo, z besen, to pomeni, da je to jaz imam v sebi. Če se odzovem mirno, na drugačen način, pa ti lepo povem, Jana, meni pa to ni bilo v redu, ali pa ne počutim se dobro. Vse obstaja, samo da je malo treba drugače uporabljati, drug način. Tu je akcije, niso naša je reakcija, kaj mi storimo. In to je tisto, ki v bistvu, z joga nam da res to umiritev, samozavedanje, moč, notranjo moč povečujemo, dvigujemo življenjsko energijo ali prano
Vse to nam pa pomaga, da smo bolj vitalni, bolj zdravi in da lažje premagujemo vsakodnevne izzive, a ne. Tako da zelo, zelo veliko je, a ne, tukaj plusov, tudi pospeši se cirkulacija, pospeši se limfa, vse to vpliva na boljšo regeneracijo, a ne. Tako da dejansko zelo toplo priporočam jogo, no. Koristno in uporabno. Evo, super. Evo, super. Ana, draga, iskrena hvala, ker si bila danes moja gostja. Naj namen pa namera je bila čista, s čisto srčnostjo, da vam pokaževa, kako začnete stvari gledati z druge perspektive. Dotaknila sva se s pomočjo joge tudi drugih različnih tem, ampak to je bil tudi namen. Tako da par vprašanj, ki sva jih imeli pripravljene, nisva odgovorila, ampak se mi zdi super, ker je pa potovanje v Indijo pa vse skupaj to bilo in tale vaja čudovita. Naj vam služi. Ana, še enkrat hvala, pa se vidiva naslednjič. Hvala tebi, Armina, za povabilo in za super pogovor. Upam, da vam čim bolj pridejo prav informacije. Tako, če boste pa karkoli potrebovali, a ne, pa bo Armina to kar dala kontakte. Ja, vse boste imeli kontakte, vse, tako da, evo, lepo se majte, pa se vidimo. Adijo, hvala ti, Ana. Čau, čau. Hvala, Armina. Čau, čau. Čau.